Jaz sem Ivan Drezimir, na Štajerskem jazeri, kjer sem pa živel večinoma med Krenci v taboriščih, so mi pa dali ime Janez. Drugače pri nas na Primorskem in na Štajerskem so si Ivani. In letos je 70 let, kar sem bil mobiliziran v nemško vojsko. Odkot ste bil doma? 3 kilometra od tovarne Palome. Sladki Vrh. Sladki Vrh. Kdaj točno so vas mobilizirali? Mene so mobilizirali v Hitlerjugend leta 1942. Na špitalu na Tirolskem. Ja, ste bili tam? 3 mesece, Hitlerjugend, ja. Potem so nas pustili domov, pa na Lepem dobim en poziv SS, Alpenland, Untersteiermark, da se najavim. Smo pa, jaz pa še en drug sosed, smo ista letnika, pa smo zamudili vlak. In smo prepozno prišla, Spod pa vse tiho, niso nič reagirali. Čez par mesecev sem pa že dobil poziv potem za Reichsarbeitsdienst. Smo bili pa na Češkem, blizu Prage, na Slovaškem tudi. Slovaške, tam smo z ljudmi govorili, slovenski so vsi zasopljeni. So bili prijazni do vas? Zelo prijazni. Tudi če ste bili v nemških uniformah, nik tako? Ja, ker sem povedal, da nisem Nemec, Pa drugače nimate slabih spominov na nemško vojsko? Vojna je bila že? Vojna je bila, ampak jaz sem dober skoro sprašal, ne morem potraževati se. Dobro, ste pa bil v Wehrmachtu, ne? Ja, sem imel srečo, da nisem ranjen, in veste, kako sem se jaz rešil, da nisem šel na rusko fronto. Ko smo bili mobilizirani v Würzburg, so formirali bataljone. Ja. In jaz sem pa na nekaj dobil en tak tur, tako sproti, smo v bolnico iti. Med tem časom so pa... Vaši šli na vzhodno fronto? Je pa naš polk šel na Poljsko, proti Rusom. In mene so poslali pa Francijo. Tako da sem srečo imel. Je bilo vseeno dosti boljše v Franciji kot v Rusiji? Ja, seveda, veliko boljše. Jaz sem dobro skoro sprašal, ker sem bil v Franciji. Sem bil v Nici, Marseju, Antibes, Monte Carlo, pa tam okrog, najlepših krajih. Tako da ni bilo hudo. In kaj ste počeli tam? Jaz sem bil pri artileriji, pri kanonih. Mi smo, rekel, malo zadaj, ne čist na obali, 5 kilometrov stran za težke kanone smo imeli. Ki so bili med Slovenci tudi kakšni, ki so bili bolj pro-nemško usmerjeni? Ja, so bili tak zdajčari. So bili, ja. So bili. Se smo poznali dober, smo se izolivali. Ja. Kaj ste imeli kakšno kulturno dejavnost Slovenci v nemški vojski? Ste kaj prepevali, ste kaj... Pa Nemci je bilo zmer, če se pa korako šel po svetu, se mogel že pet. Kaj ste peli? Katere pesmi? Nemške. Tudi nemški oficiri, so rekli, da Slovenci najboljše pojejo. Ste peli v slovenščini tudi? Ne. Oni so že, da so Slovenci. Slovenščini niste peli? Ker so bili oficiri, veste, ker so bili že prvi svetovni vojni, ker so Krajinske Janeze imeli. Poznali, ja. A dajte no. Ja. In so jih cenili kot vojake? So cenili. Čeprav sem rekel, prvi priliki seveda, normalno. To ni bil moj interes boriti se za druge interese. Seveda. A ste imeli kakšne stike z SS-ovcimi? Nikoli niste videli? Nisem nikdar videl nobenega. Aha, niste. Rusi so jih pošiljali, zato ker so kontrolirali zadnji. Ampak jaz sem knjigo bral od mojega prijatelja, ki je bil v Rusiji, in rekel, da so ruski komisari več svojih pobili kot pa Nemci, ki so se umikali, pa je pa hrbet v sredo. Potem so me domov spustili po 6 mesecih,
In doma kaj ste počeli v dopustu? Opravil dopust in šel nazaj potem. Seveda, gledali smo so bombniki leteli vsak dan čez. Kakšno je bilo vzdušje takrat na Štajerskem? Slabo. Ljudje so bili vsi prestrašeni. Ni verjel nobenem zmagal Rajka? Ne, to veste, že takrat, ko je Amerika vojsko stopila, Ja. je bilo nemogoče, da bi Nemci zmagali. Aha, tako. Še februarja leta 1944, ki niso več nobenega spuščali, ker pa nas partizanov ni bilo. In na pogledu, ki so bili, so Nemci spucali vse. Ne? Kaj so vaše sovrstnike tudi takrat istočasno, ali je kakšen kaj pobegnil ali tako? Ne. In je bilo pa rečeno, tisti, ki je bil na dopustu, če ne prije nazaj, da bo selili celo družino. In je vsak šel nazaj, jel? Se ni bil kam iti. Seveda. Ker smo bili čisto za domobranstvo, pa smo to zvedli, veste kaj, šele pol, ki bo vojna konc. Verjamem. Na Štajerskem pa sploh tega ni bilo. To je bilo kot odrezano vse. Kako so Nemci gledali na vas, ko ste bili spodnji Štajerci? Untersteiermark. Kot svoje ljudi. Ja? Kot svoje. So delali Vse lepo? je rekel Hitler, da bi si na Heimat gekommen. Torej vas niso nič zasramovali ali kaj takega? Ne, nič. Hrano, opremo ste imeli vse kot ostali vojaki? Vse kot ostali vojaki. In ste se zbirali skupaj Štajerci, Gorenci ali ne? Mešamo. Aha. Pol, naprimer, smo bili Reichsarbeitsdienst 6 mesecev, ne? Tam so pol, smo bili mešani, so bili Čehi, Poljaki, Nemci, Avstrijci, vse mešano bilo. V vojski potem, v Wehrmacht, ne? Ja. Tam pa je bilo že veliko Polakov takrat. So govorili poljsko tisti Poljaki med sabo? Med sabo so govorili poljski, ja. Aha. Ampak so bili zelo, bi rekel, taki zagriženi. Rekel, trdi, ne? Poljaki. Ja. Ste imeli fajn odnose z njimi? Približno, ne preveč. S kom ste imeli najboljše odnose od teh, ki niso bili Nemci? Kad niso bili Nemci, najboljše smo bili naši prijatelji tole, ki so bili Francozi, tole. Alzacija, Lorena? Alzacija, Aha. ja. In pa Avstrijci. Avstrijci so bili bolj zagriženi kot Nemci. Aha, bolj. So bili slabši, veste? Dajte So no. bili bolj nacisti. Bolj za Hitlerja? Bolj so bili, ja. Kaj pa drugi Slovenci, ste bili skupaj z drugimi ali ste bili bolj sami? Naši četi nas je bilo samo 4, Slovenci. ko smo bili Franci. Bolj so pa stalno nas sem pa kje šibali, kje so nas pač rabili, ne? Teda generala Romla sem videl vsakih 10 dneh, 14 dneh. Ste videli Romla? Ja. Ker on je bil komandant fronte, On je kontroliral vse tiste utrdbe. Trbe, ja. Vse. Kaj to je bila armadna skupina B, ne? Ja. Vse, kako je točno, kako je bilo kanon nastavljen, če je pravilno, daljava pa vse to. Kakšen spomin imate generala Romla? Zelo dobre. Je bil tako preprost človek, je bil bolj preprost kot pa naš proročnik. On, če je bila ura, ki smo hrano dobivali, je jedel isto kot mi. Ko je prišel na obisk na... Ko je prišel na obisk, isto kot mi. Je sedel z vami? Ja, z nami bil. Ja, zelo preprost. In se je tudi pogovarjal z navadnimi vojaki? Tudi spraševal si pa, kakšna je hrana, kako postopajo z nami, pa vse to. Ne. Aha. Pa vi ste znal kaj nemško, preko ste bil mobiliziran? Nič. Tudi plavati nismo znali. Enostavno, ko smo bili pred morju, so nas zmetali v vodo, toliko časa, da se je plavati naučil sam. 14 dni smo vsi znali plavati. A to je bilo, kje je to bilo? V Franciji. V Normandiji? V Normandiji ste bili potem? Dol proti Marseju. Tam niste šli, aha.
In kaj pa Francozi, lokalno prebivalstvo francosko, kako je bilo do vas? Nismo imeli zveze z njimi, je bilo prepovedano. Ker drugače pa so bili partizani tam, pa so bili čist, neko, no. Niso več delili? Nič, ne. Niso bili, da bi se kdaj kakšnega, redko kdaj kakšnega vojaka ubili, pa to. Aha. Ne. Redko kdaj. In drugače, hrana je bila v redu? Hrana je bila v redu, ampak stalno imel načrto, da čim prej dezertiram v prvi priliki. Ja. Potem leta 1944 je prišlo do sesutja fronte, ko so dali zavezniki v Francijo, ne? Seveda. Pri Toulonu pa pri Marseju var, ne? Ja. Kakšen spomin imate na te čase? Podnevi smo bili skriti, po noči smo se pa umikali. Stalno. Mire. Je bil organiziran umik ali ste pa... Organiziran. Organiziran. Organiziran umik. Aha. Kam ste se umikali? Kam proti ste šli? Proti Nemčiji bil. Aha. Stalno Rigvec. Ja. In kje vas je najdel konec vojne? Kje ste bil? Jaz pa še drug z Prlekije. Smo mislili Švico pobegli blizu Besançona. Ja, Besançon. Ni uspelo? Še hvala Bogu, da ni. Ker so imeli konkordat podpisan z Nemci, da vsake vojaka Švicari vrnejo. Nemci bi ga pa ustrelili. Seveda. Ne, v dezerterja. Ja. So koga vračali, se kaj spominjate, da so koga vrnili, recimo? Ali da je kdo drugi pobegnil ali dezertiral? Mi da smo enostavno ostala noto v Jarku, ki smo bili zakopani, ki so se drugi umaknili. Tisti dan je, vem, da je fajn dež padal. Kdaj je bilo to približno? To je bilo konec septembra leta 1944. In potem so vas zajeli Britanci? Ne, ta Leclercova armada. Svobodni Francozi? Ta črni. De Gaullovi, ja. Ta črni so imeli na bajonetu, se mi zdi, da tukaj tiste mačete, ko pravi. Ja. Ne. To je bila kolonialna vojska, ne? Ja, kolonialna. Ja. To sem videl, skočila ven pa roka v luft. To te je pihnil kot nič. Seveda. In so vas kaj tepli ali kaj? nič. Samo so nas koristili, pa en teden smo vagone, z vagonov razkladali težke tiste granate za kanone, pa vse to, ki so šibali od zadaj. In potem ste povedali, da vi niste Nemci? Ja, rekel oficir, ker tečane so imeli oficirje, so imeli pa tabele. Je rekel, vseeno, nemške vojake so bili. In mi so imeli nam dati za hrano, se mi nismo imeli, kaj se je skoraj, ne. Potem so nas imeli tam 14 dni, potem so nas pa predali Amerikancem. Amerikanci so nas pa zapeljali dol nazaj v Marseille, na ladje, v Italijo, v Verso. A v Verso ste šli? Ampak so lepo ravnali Američani z vami, verjetno, ne? Zelo, ja, vse uniforme nemške, vse stran, pa njihove nove dali, PV, zadnji pa spredaj. Prisoner of war, ja. In kaj ste počeli v jetništvu? V jetništvu nič. Šotori smo ležali. Hrana je pripeljal s kamionom, veste? Ja. Kot opeko belega kruha. Ma ne. Da so bilo 800 Slovencev tam. 800? 800. Zraven so pa bili, par kilometrov stran pa so bili Nemci. Torej, vi Slovenci ste bili v Aversi posebej? Posebej. Kot prisilno mobilizirani. In to so vas Američani ločili, Slovence od Nemcev ali Francozi? Američani. In so hodili kakšni komisarji, k vam je hodil kdo propagando zganjati? Čakam, bolj povedal, še nismo za tam prišli. Potem so nas imeli do januarja, Amerikanci. Potem pa so začeli se Amerikanci umikati, ker so rabili vojsko za Pacifik. In so nas predali Angležom. Angleži so nas pa zapeljali dol v Grumu, blizu Brindizija. Brindisi. Ja, tam so pa nasprot, ki smo Angleži, tistile taborišče, ne, je pa bila partizanska bolnica.
Aha, ja. So pa težke ranjene vozili z avioni v Italijo Ja. in so prišli oficiri tam, enkrat, ne vem, to je bilo prvi dni februarja leta 1945. So prišli v taborišče, je angleščan spustil da se javimo za domov, zdaj je zadnja prilika, kjer je zdaj ne gre domov, da tudi bolj nima kaj iskati doma. In smo se vsi javili. In pa prišel slučajno, en duhovnik z Rima in Šeruga. Je rekel, fanti, ne hodite domov preko Morska brigada, tam vam bodo vse pobili Nemci. Pa smo se zbrisali, samo 40 je šlo domov. Od kolikih? Od 800. A ne. Samo 40. Ne? In sem pa enega doma obiskal, čez 28 let. Ja. Je rekel, prav se ne da nisi šel, je rekel, skoraj da 5 dni preživel. Ker so vsi padli tam v bojih v Dalmaciji. Ja, preko Morske brigade. Ker te prekovalce so pošiljali naprej v prve linije, ne? Ja, seveda, Nemci so bili takrat najbolj In to so divi. Ljubljani prebivalci in Štajerci, ne? Ja. Nemci so bili pa takrat najbolj divi. Seveda. A iz taborišča ste imeli kakšne stike z domačini doma? Z domačini vašimi? S taborišča nič. So vedeli, ste živ še? So dobili pogrešan. Od nemške vojske? Nemške vojske. Aha. Nemci so sporočili takoj. Pa so Nemci kaj maltretirali vaše, ali so jim dali kakšno penzijo ali kaj takega? Nič. Potem sem bil večkrat, smo se zbrali, se preživeli na Rogli. Na Rogli? Ja. In je tam en razlago, ta glavn, da je tale, ki je bila ministrica, da je preprečilo, da ne bi dobili nič. Aha, tako je. Lidija Tomšič ali kdo? Ena... Lidija Šenčioc? Šercer. 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 In potem vaši domači so vedeli, da niste upadli, da ste... No, pogrešan. Pogrešan. In ko je bilo vojske konc, ne? Ja. Angliji so se začeli z Italijo omikati, pa so nekaj je šlo na Pacifik z Američani, so pa rekli, kateri hoče iti, da lahko gre v angleško vojsko od nas. Ja. In smo se javili, našlo več 100, in smo vozili bolj vojni material iz Italije, v Avstrijo, v Nemčijo, pa druge stvari spet dol nazaj. Ma ste imeli angleške uniforme? Ja, pa orožje, pa vse. In plačani ste bili plačani? Tako kot angleško vojaki. Isto? Isto. Nobene razlike? Nobene razlike. So delali lepo z vami britanski oficirji? Ja, zelo. Hrana bila dobra in bi rekel, pa smo imeli po 2 uniformi, tako da res skrba bila odlična. In to je bilo že po koncu vojne? Po koncu vojne, do leta 1947. Ste vozil kam, v britansko okupacijsko cono ste vozil? V britansko pa ameriško. Tudi ameriško? Tudi ameriško, ja. In potem, kaj se je zgodilo potem? Potem so leta 1947 poslali civilna taborišča, ker so se Angleži umaknili iz Italije, ne? Ja. In so se bali tam, ker je bilo to zelo navadno, da bi v Italiji dobili komunisti. Komunisti oblast, ja. In so iskali, kam bi nas... A vi ste morali dati uniforme in orožje, vse skupaj? Vse skupaj, ja. In so... A ni bilo nobene možnosti, da bi še naprej služili v njihovi vojski? Ne. Ker niso več rabili. Niso rabili, ja. Niso rabili, ne. In pod katero taborišče ste šli potem, civilno? Senegalijo. Senegalijo. Tam zaradi Iranskega morja. Ancona, ne? Ancona. Tam so bili, nekateri so bili tam 2 leti, drugi 3 leta. Mi smo bili, ker so nas, je tisti komisija, ki je bila v Dunare, so rekli, da lahko gremo domov, tisti, ki so bili v nemški vojski.
da se nam ne bo nič zgodilo. Rekel, kam domov hodil, sem imam še čas, sem še mlad. Ne? Rekel, bi malo po svetu pogledati, če je kakšna možnost. Bi lahko šel v Avstralijo, bi lahko šel v Novo Zelandijo, bi lahko šel v Anglijo. Za Severno Ameriko bi mogel počakati pol leta, približno, da bi sponzorja dobil. Ampak starši od moje žene so pa eno leto prej šli v Argentino. Je pa, seveda, je pa vlekel moje ženo v Argentino in tukaj smo. S kje je pa bila žena doma? S Hrastnika. Aha. Oni so bili begunci pred Nemci, Ja. to pa še pred partizani, ne? Ja. A in potem ste šel, pa niste bili poročeni še takrat? Ne. Poročila smo se leta 47. V taborišču? V taborišču pa v Loreto. Loreto, Božja pot. In potem ste šli skupaj v Argentino? Ja, ker so rekli, da je več možnosti, če je zakonski par. Ja. Seveda. Ma niste hotela poditi v Kanado ali kaj takega, zaradi staršev njenih? Ne, veste, kaj je bilo? Avstralija se mi je zdela prevroča pa predaleč. Jaz imam tam enega bratranca. Potem v Anglijo tisti, ki so šli, bi mogli rudnik delati eno leto. Da odplačajo, ne? In tisti, ki so šli v Kanado, pa... Vseč gost, ne? V goste. Ja. Ampak so nekateri šli in rekli, en mesec sem bil tam, pa sem pobegnil v mesto. Ja. In potem ste prišli v Argentino z ladjo? Leta 49, z Bremenhavnom. In kako ste potem se odločili za Bariloche? Sem bil prvo 3 leta blizu Buenos Airesa, preden tovarnarjev Nemci bil. In imel tam eno takole vilo na otokih. In bil tako vesel, da lahko z menoj nemško govoril. A je bil nacist drugače? Ne, on je živel staroseljenc. In pa mi je plačal dvojno hrano, pa toplit, pa tisti, ki so tovarne delali. Dajte no. Potem sem pa rekel, grem Bariloche pogledati. Jaz so bili že nekateri fantje tukaj, snega. Da prijem Bariloche v en meter snega, tukaj v mesti. Buenos Aires so pa nič nekaj. Ja, pa vroče. To je za mene. Sem prišel sem, eno tretjino ti si jo zaslužil tukaj, kot pa tam. Sem rekel, ampak tam so me komarji požarili skoraj. Ja. Tukaj pa ne. Je bila klima bolj podobna naši, vaši domači, ne? Ja, malo bolj vetrovno je pa to. Pa je bilo z vami tukaj še kaj takrat teh bivših nemških vojakov? Je bilo večkih, ja? Pa so že vsi pod zemljo. Tako. Jaz sem ta zadnji. Tudi v Bariločah jih je bilo več? Ja, tudi več je bilo. Tukaj je bilo veliko nemških oficirjev. Tudi Pripke je bil tukaj, ne? Pripke je bil tukaj, ja. Ste ga poznal? Ja, sem bil. Dajte, tukaj blizu, 200 metrov stran je šel. Sta govorila kdaj? Večkrat. Sem je prodajal tole špecelijo. Zdaj je umrl, ne, pred 2 mesecoma. 100 let je imel. Ja, 100 let, ja. Pa je bil zmeraj, ne, tudi slikak se je videl, oficir tak čan, visok. Je bilo 3-4 taki, ki so bili oficiri. Visoki. Rekel, že ko je šel po cesti, ste videli, da to ni navadno šel. Ja. Pa je bil on tako prijazen do vas, kot bivšega nemškega vojaka? Silno prijazen. Silno prijazen. Veste kaj, še zdaj imamo veriti nemško disciplino. Ja, seveda. Celo življenje. To sem tako točen za vsako stvar, če je kam nekakšen, da kaj zmenja, da sem prvi prej prednji ura. Ordnung und disciplin, ne? Ja, seveda. A po vojni potem ste imeli še stike z vašimi kameradi, bivšimi? Od doma? Ne, temi kameradi, ki ste bili z njimi v vojski, nemški vojski. Tukaj v Buenos Airesu, ja. Kaj pa doma v Nemčiji, v Avstriji, temi? Ne, nisem imel slova do Vegda. Gospod Ivan, kaj ste pol počel, ko ste bil tukaj v Bariločah? Kaj ste delal? Brez poklica, brez denarja in niti jezika nisem znal. Znal sem pa italijanski, ampak je pa precej podobno. Ja. In po tistem Nemcu bil, tam sploh nisem šel španščine. Ko sem prišel v Bariloche, sem pa imel tam, danes sta bili žal tam okrog,
Ja, žal. Tam blizu, čist zraven, žal, sem imel 3 vile za administrirati. Aha. Pa 2 taka delavca, da sem polet za positavo pa to. Potem sem bil tam enih, 8 let. Ne? In sem tam fajn zaslužil. Potem pa smo s tistim z enim Ribničan Vojko Arko. Smo začela... Tak je umrl v Ribih? Ja, ne v Ribih. On je umrl naravno smrti. Ja, pokopanje gor, ne? Pokopanje. Ja. Smo pa začela važati smučke zelena. Prvi, kad smo pripravili 200 parov, bolj 500, bolj 1200 parov in smo krasno prodajali. Potem so pa ljudi začeli potovati veliko in so začeli tudi drugi prodajati, je pa trg bil premajhen. Ja. Pa se ni splačalo več. Jaz sem imel tovarne lan večkrat. Kdaj ste šel prvič domov? Leta 71. Aha. Pa vas nisem nič razliševali, kaj? Ja, tam je na listu gledal na spisek, če sem na spisku. Potem so pa prišli na dom obiskat, odvozne, če poznam tega in tega. Sem rekel, seveda ga poznam. Vi tudi vi poznate, sem rekel, če ne bi me spraševali zdaj. In potem sem se moral prijaviti pa odjaviti, ko sem šel. Ampak so vas pustili pri njemu? Ja. Kaj smo šli na gostino, pa smo fajn pili pa jeli, pa še oni so plačali. In potem ste hodili vsako leto? Vsaka 2 leti. Ste hodili? Ja, 15krat sem bil doma. Za ta prvič ste se kaj prej pozanimali, če vas bodo pustili tako, ne? Nič, čist nič. Nisem me nič navesti. Ja. Mobiliziran ste bil, se pa nisem mogel kaj. Kaj pa z veleposlaništvom ste imeli kakšne stike prej? Jugoslovanskim takrat. Tukaj? Ja. Tukaj samo bilo dobiti od poslaništva. Vizo, ne? Vizo, ja. Je tako bila. Kako ste pa slovenščino ohranil? Ko govorite tako lepo slovensko? Ja. Sem ognišče, sem v Slovenijo, za družino. In žena ste zmeraj slovensko govorila? Samo slovenski govorimo. Samo slovenski. Naši otroci, ko so začeli šolo hoditi, sploh niso znali španski nič. Ja. Paraj v mestih so bili boljši kot v drugi. Vam je, ko ste bili tukaj v začetku, ste imeli precej stikov z drugimi Slovenci? S tisti, ki so tukaj živeli, ja, ampak je bilo nekaj staro naseljencev, pa zelo malo. Tisti so bili bolj usmerjeni na levo, zato ker jaz jih razumem, oni so tam šli ven iz krize, ki so bili, večinoma so bili primorci, ne? Zaradi fašizma pa to. Ja, so bežali, ja. Ker iz Štajerske so bili emigranti, ki so šli v Urugvaj, Transmarana, ne? Drugače pa ni bilo jih dosti. Nemcev je bilo pa dosti takrat tukaj. So govorili tudi nemško med sabo? Nemci so govorili med sabo nemško? Ja. Tukaj vam noben nič ne rekel. Tukaj, če vas kdo sliša tuji jezik govoriti, spoštujejo. Tako? Da imajo zavoj pametnega. Tako pa so oni, ne? Pa vas niso nikoli Nemci vabili k sebi v svoje vrste? Ne. Ampak Slovenci ste tudi spoštovani tukaj, ne? Zelo? Ja, zelo.